Beseda katekizem prihaja iz grškega glagola katehein, ki pomeni učiti, poučevati. Katehetes pomeni učitelj, učenik, tisti, ki poučuje. Mi poznamo iz naše katoliške tradicije besedo katehet, to je tisti, ki je v Kraljevini Jugoslaviji, pa seveda prej v Avstriji, poučeval na šoli verouk, pa še nekaj let po drugi svetovni vojni, dokler se tovariši niso učvrstili, so še dovolili pouk verouka v šolah. In tudi pozneje se ta beseda obdržala, ampak je potem veljala samo za duhovnike, ki so v župniščih poučevali verouk ali v cerkvah in tako naprej. Skratka, ta pojem poznamo. In katekizm je torej v bistvu učbenik. Lahko bi mirno rekli, to je učbenik. In če bi Trubar pisal v današnjem času, skoraj prepričan, da bi naslovil to knjigo, tako kako so naslovljene nekateri priročniki, predvsem za računalništvo, pa za razne stvari, in sicer Windows za telebane, joga za telebane in tako naprej. No, in ta knjiga bi se pri Trubarju najbrž imenovala Jezusov nauk za telebane. In pri tem bi imel ta naslov tudi teološko svoje opravičilo, kajti že kar iz prvega poglavja pisma Rimljanom vemo, kaj pomeni teleban pred Bogom. Točno telebani so tisti, ki jim je Bog razodel svoje načrte, ki jih ima s človekom, in Jezus se v veliko duhovniški molitvi zahvaljuje, zahvaljujem se ti, Oče, da si to prikril modrim, velikim in akademikom in tako naprej, in razodel telebanov. Malo drugačne besede uporabljam, ampak približno v tem smislu Jezus pove in se zahvaljujem. Se tudi jaz zahvaljujem, da se je to tako zgodilo, da je Oče razodel telebanom to stvar, in tudi Trubar pravzaprav piše to stvar telebanom. Čeprav je res, da socialno gledano je to bilo namenjeno izobraženski eliti, ker nihče elite ni znal brati. Takrat je bila to elita, danes imamo malo druge kriterije, ampak v osnovi je to vendarle učbenik za telebane. Kajti modri tega sveta imajo druge priročnike in jih ne zanima, kaj je tema te knjige. To se pravi toliko o samem pojmu katekizma, da vemo, da je to učbenik, in sicer sam je definiral to, smo že slišali to definicijo,